Janez Janša je od svojih poslancev zahteval podpise zvestobe in zbral 3 premalo. Nato pa poslanca Anžeta Logarja razglasil za drugega Viranta, ki želi s platformo sodelovanja uničiti prihodnjo volilno zmago SDS-a. Socialni demokrati so se medtem odločili, da se bodo še pred evropskimi volitvami podali na volilni kongres. Stranko pa je že zapustila zdaj že nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan. Evropski parlament je obsodil omalovaževanje slovenske vlade do žrtev povojnih pobojev, vse bolj nezadovoljni pa so tudi zdravniki in kmetje. Se nam obeta scenarij iz drugih evropskih držav? Gledate Odmev tedna, ki dogajanje bova tokrat za vas komentirala Peter Marše in voditelj oddaje Faktor Aljuš Pertinač. Aljuš, pozdravljen. Zdravo, Peter, in hvala lepa za vabilo. Če začneva mogoče kar pri, teden je bil zelo politično zgoščen, ne? Če začneva pri največji opozicijski stranki SDS, pa si morda za začetek podela nekaj izjav Janeza Janše, ki jih je dal v intervjuju za portal N1. Neki poslanci več ali manj, ko si ti v opoziciji, pač niso strateškega pomena. Ne gre niti za razpad, drugič ne gre za nobeno presenečenje za poslansko skupino. Tudi mi nikoli nikogar nismo poskušali vreči iz poslanske skupine. Želja platforme ni, da zajema na sredini, ampak na desni sredini in s tem prepreči relativno zmago Slovenske demokratske stranke. Če ustanoviš ti nekaj, kar ne bi povezovalo oba pola, v tej druščini pa ni poleg poslancev Slovenske demokratske stranke nobenega poslanca iz drugih strank, potem zelo težko blefiraš, da gre za kaj drugega kot za projekt Virant številka 2. Skratka, Janez Janša je zahteval podpise zvestobe in zbral 24 od 27 kartic, če lahko tako rečemo. Kako razumeš te zahteve po teh podpisih? In nekateri drugi poslanci prav tako pravijo, da niso bili najbolj navdušeni nad to potezo, ampak tako je. To me spominja na eno epizodo iz japonske zgodovine, takrat, ko smo imeli boj teh šogunov oziroma boj za prevlado v cesarstvu, se pravi v poznem srednjem veku, ko sta se 2 vojski spopadli v eni bitki, tretja je postala na hribu, pa se ni znala odločiti, kjermu bi se pridružila. In bitka je že potekala in potem eden od teh 2 bojujočih izgubil živce in je ukazal obstreljevati onega gor na hribu, da se bo že odločil, komu se bo pridružil. In to je pol pomagalo, ta se je pol pridružil tem, ki so ga obstreljevali. Ti so zmagali. Jaz mislim, da Janez Janša na nek način pomaga zdaj Anžetu Logarju, da se bo prej odločil, oziroma odločil se je Anžej Logar že takrat, ko je dal tisto izjavo takoj po predsedniških volitvah, da smo na začetku nečesa velikega, ampak mora zdaj kakšno potezo povleči. Če smo zelo iskreni, ta njegova platforma sodelovanja je bila zaenkrat bolj platforma omahovanja. In vidim, da v stranki SDS zelo pazijo, da ne bi iz Logarja naredili mučenika, v smislu, da bi ga vrgli iz stranke, tako kot je tudi predsednik Janša izrecno omenil, da tega ne počnejo. Ampak po drugi strani pa seveda tudi nočejo, da bi se Logar odločil oziroma javno razglasil, kaj želi tik pred volitvami. Mislim, da moramo povedati javnosti, da ambicija Anžeta Logarja ni, kar mogoče kdo misli, da bi pomagal k oblikovanju nove vlade Janeza Janše. Ker vidim, da takrat, ko je Logar začel s temi svojimi javnimi nastopi oziroma kazal znake, da se nekako oddaljuje od SDS oziroma da hoče iti svojo pot, so mnogi na desnici mislili, to je pa super, se pravi, imamo SDS, pa zdaj še enega zaveznika, pa ne vem, še NSI, pa mogoče koga, pa bo to dovolj za večino. To ni ambicija Anžeta Logarja, on noče biti minister v vladi Janeza Janše, to je že bil. To bi lahko bil tudi že naprej, če bi bil še zmeraj v SDS. On pač želi voditi vlado, kar pomeni, da hoče postati najmočnejša stranka. In to, da zdaj razlaga, da to ni še stranka, ta platforma in da je on sam za sodelovanje in tako naprej, pač je neko zavajanje v tem smislu. Skratka, ambicija Anžeta Logarja je postati pač predsednik vlade. Očitno je pa ambicija Janeza Janše, da se ne bo kar umaknil, pa je rekel Anžetu Logarju izvoli. Anže pač bo ti zdaj glavni hegemon na desnici. Tako da jaz mislim, da ta
ta poteza, ki se je naredila v stranki, pač prispeva k nekemu temu razčiščevanju, kdo zdaj kje stoji. Ne. Težava, ki jo pa jaz vidim pri Anžetu Logarju, je pa to, da kljub temu, da zdaj je jasno, da on ni dogovorjen z Janezom Janšo za te poteze, ne, ki jih vleče, bo še zmerom v morebitni predvolilni kampanji deležen očitkov strani dominantnih medijev, ne, in pač mnenjskih voditeljev tranzicijske levice, da je Janšev satelit. Ne. To je pa pač ta naš slovenski paradoks. Logar, ne, se je odzval in v Odmevih povedal. Ali odhajate iz poslanske skupine, ustanavljate svojo poslansko skupino? Ne odhajam. Ne, ostajate v poslanski skupini SDS-a. Ustanovitev stranke? Ne, v tem času ne vidim nobene potrebe potem. Skratka, na družbenih omrežjih je pa napisal: politično usmeritev, ki naj Sloveniji vrne optimizem in pravo smer, ne zahteva podpisov nobenih izjav, hkrati pa od njegovih političnih sopotnikov slišimo tudi, ne, da je čas, da zbere pogum in da nima več 2 leti časa. Ne. Kdaj se bo Logarju recimo najedel tega zarečenega kruha, oziroma kdaj bo tega zarečenega kruha preveč, ne, torej ne gremo v stranko, potem pa kar naenkrat bi recimo naredil stranko, če je to njegov namen. Ja, njemu se čas, bi skoraj rekel, nepreklicno izteka. Ne? Prihajajo evropske volitve, tu se bo zdaj moral nekaj pač odločiti. Ne? A bo šel na te evropske volitve samostojno listo, ne? Očitno ne bo šel na evropske volitve na listi SDS, potem, kar se je zdaj zgodilo, ne? V poslanski skupini oziroma v stranki. No, se liste že znajo. Ampak, ja, ba je. Jaz ne verjamem, da je to dokončna sestava, ampak počakamo, pa bomo videli, ne, skratka, roki še niso potekli. V vsakem primeru, tako sem rekel, se pravi, Anže Logar ima ambicijo postati pač predsednik vlade, ne. In znotraj SDS-a očitno je ugotovil, da te ambicije ne more uresničiti in zdaj bi jo pač rad uresničil druge. Ne. Hkrati pa ne želi prehitro razkriti svojih kart in zato smo zdaj v tej poziciji, kakršni smo. Vidim pa, kot sem že dejal, da v stranki izgubljajo potrpljenje z njim, ne, in bi ga radi pač nekako prignali na čistino. Zdaj, kdaj bo Logar dokončno povedal, da se on poslavlja iz SDS-a, ne vem. Vem pa, da takrat, ko bo to povedal, bo pa to neko veliko presenečenje za vse. Ne? Pak ne bi smelo biti, zato ker je to njegova ambicija že od vsega začetka in to je jasno kot beli dan. Sicer se pa jaz vsebinsko strinjam za oceno Janeza Janše, mislim, da Anže Logar ne more biti relativni zmagovalec volitev, sigurno pa bo pač vplival na rezultat SDS-a, ne, in lahko vpliva toliko, da pač SDS ne bo najmočnejša stranka po naslednjih volitvah. Pa ima Logar ta pogum, recimo, ki ga nekateri pogrešajo zaenkrat pri njemu, ali to zgolj taktiziranje? Ja, on ima očitno neko željo, ne, ambicijo ima. Zdaj, koliko ima poguma, to je spet relativno vprašanje. Ne. Vidimo, da glede na to, da pač je se na nek način rešil z predsednikom stranke, ne, na katerega je v bistvu do zdaj vezal praktično vso svojo politično kariero, ki je tudi zaslužil za to, da je recimo Logar bil zunanji minister v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji in tako naprej. To verjetno kaže, da nek pogum ima, ampak ni stvar poguma, se mi zdi, ne, ali ti greš na tiskovno konferenco pa rečeš, zapuščam SDS in ustanavljam novo politično stranko. Bolj je stvar pač neke politične ocene, kdaj in na kak način to storiti. Jaz mislim, da Logar pač pogum za to ima, nisem pa tako trdno prepričan, če je to najpametnejša poteza zanj, ampak to je zdaj skoraj že prepozno, on se je odločil, tako kot sem rekel, že takoj po predsedniških volitvah, če ne že prej, ne. In v bistvu zdaj nekako vsi čakamo, kdaj se bo to zgodilo, ne vemo točno, kdaj se bo to zgodilo, mogoče ne ve niti Logar sam še ta hip, ampak vse gre v to smer. Zdaj, Logar po eni strani pravi, ne ustanavljam svoje poslanske skupine, Janša pravi, ne mečemo jih ven iz poslanske skupine, čemu potem te podpisi zvestobe, oziroma čemu, ne, zdaj Logar ima zdaj 3 poslance, ne, zakaj recimo ne bi šel na svoje, 3 poslanci so potrebni za samostojno? Ja, jaz mislim, da so v stranki SDS hoteli pač se nekako dobiti zagotovila, ne, da bo pač njihova poslanska skupina do konca tega mandata ostala neokrnjena. Ne. Teh zagotovil očitno niso dobili, ne, pač 3 poslanci niso hoteli dati tega zagotovila in zdaj je pač jasno, da na te 3 poslance ne morejo brezpogojno računati. Ne. To je v bistvu, kar so zdaj izvedeli, ne, ali pa kar smo mi vsi skupaj izvedeli. Kaj bojo te 3 poslanci naredili, ne vemo. Ne. Lahko pač naredijo poslansko skupino neodvisnih poslancev. Ne.
mogoče bojo v njo sprejeli še kakšnega drugega poslanca, vemo, da pač Mojca Pašek, Šetinc je šla iz poslanske skupine Gibanje Svoboda, Levica zdaj meče ven Miho Kordiša, skratka. Bi bilo to sploh možno sodelovanje? Tako široko? Če bi Anže Logar resno mislil s tem, kar mu sicer Janša očita, da on pač se ne povezuje čez, bi rekel, neko politično sredino, da so noter v tej njegovi poslanski skupini, ki je še ni zgolj pač bivši ali pa zdajšnji poslanci SDS-a, potem bi moral povabiti recimo Mojco Pašek, Šetinc in Kordiša. S tem bi na nek način pokazal, da resno misli s tem, da se želi povezovati čez sredino. Sej Šetinc Paškova je očitno razočarana nad Golobom, Kordiš pa nad stranko Levica oziroma Levica nad njim. Ampak kako bi teh 5 skupaj funkcionirali, to je drugo vprašanje. Bi pa to razbilo tiste iluzije, o katerih sem prej govoril, če bi do tega prišlo. Jaz sicer ne pričakujem, da se bo to zgodilo, ampak če bi do tega prišlo, bi pa to razbilo tiste iluzije tistih na desnici, ki mislijo, da je ambicija Logarja zagotoviti še en mandat Janezu Janši na mesto predsednika vlade. Zdaj, bi lahko, pojavila se določene špekulacije, da če bi se EPP kot Evropska ljudska stranka povezala še enkrat socialisti, kar je sicer razmerno verjeten scenarij, da bi Janša recimo zapustil EPP in šel morda kam bolj na desno. Vidiš to možnost recimo? To bi zdaj zelo težko rekel, zakaj bi Janša recimo zapuščal EPP. EPP je, ne glede na vse, pač daleč najmočnejša politična grupacija v Evropi. Tako, če gledamo recimo Evropski parlament, komisijo, pa po drugi strani tudi pač evropske države. Janezu Janši to omogoča, pač, da je preko stika s temi pač liderji iz EPP-ja veliko večjo mednarodno pa strateško politično težo, kot pa bi jo imel, če bi pač šel v neko manjšo grupacijo. On ni v poziciji recimo Viktorja Orbana, prvič Madžarska je čisto drugačna država kot Slovenija, ne samo po velikosti, tudi po tradiciji in tako naprej, geopolitičnem položaju. Po drugi strani pa Orban je nesporni lider Madžarske, medtem ko Janez Janša pač samo občasno uspe priti na oblast pri nas. Tako da jaz ne pričakujem, da bi Janša zapuščal pač EPP, ker ne vem, kaj bi s tem dejansko pridobil. Če gremo naprej, socialni demokrati so nekako se znašli na najnižji točki svojega obstoja po tej aferi s pravosodno palačo in Dominiko Švarc-Pipan. V ponedeljek so imeli potem programsko konferenco, na kateri so se odločili, da gredo še pred evropskimi volitvami na volilni kongres. Hkrati pa smo po tej programski konferenci povsem potihnili recimo kritični glasovi, ki so preopraševali, ali je smiselno še ostati morda v tej vladni koaliciji. Matevž Frangež je to pred konferenco zelo jasno vzbujal dvome, tudi recimo nekateri drugi vidni člani. Na koncu smo dobili pravzaprav, da grejo zdaj znova izpolnjevati koalicijsko pogodbo in iščejo pravzaprav novo vodstvo, na mesto Klemna Žiberta pa je zdaj Matevž Frangež. Zdaj, kako to dogajanje sam vidiš, kot recimo nekdanji član tudi? Najprej moramo ugotoviti, če smo malo cinični, da smo imeli programsko konferenco, pa nismo nič o programu slišali. Skratka, težava socialnih demokratov je, da njihov smisel obstoja, da sodelujejo v anti-Janša vladah instanc strank novih obrazov za ene volitve. Tudi pred zadnjimi volitvami jih je samo to zanimalo, če bo Golob premagal Janšo. Ker če Golob premaga Janšo, potem so oni pač v vladni koaliciji. Seveda morajo preseči parlamentarni prag, ampak nekako do sedaj to nikoli ni bilo zelo tehtno vprašanje. Zdaj so pa končno prišli v pozicijo, ko se lahko resno vprašamo, ali na naslednjih volitvah so še sposobni priti čez parlamentarni prag. Zdaj, očitno je to tudi edino vprašanje, ki njih zanima. S tem sem posredno odgovoril tudi na vprašanje, zakaj ne razmišljajo o tem, da bi šli iz vladne koalicije. To je pač potem ukine smisel njihovega obstoja. Ljudje ostanejo brez služb in tako naprej. Skratka, stranko vodijo ljudje, ki so eksistencialno in ekonomsko vezani na to, da pač so del vsakokratne anti-Janša koalicije. Ker so zdaj ugotovili iz anket, ne iz tega, ker bi znali oceniti politično situacijo, ugotoviti, da je pač stranka v politični krizi, zakaj se je v njej znašla in kako ven iz nje, ampak zato, ker so se ustrašili pač za te svoje pozicije, za to svojo ekonomsko neko
varnost, ne, zdaj razmišljajo, kaj storiti, da bi preprečili ta šok, da bi po naslednjih volitvah padli ven iz parlamenta, in očitno so se odločili, da bodo naredili nek kongres, ne, mislim, da 13. aprila, kjer bodo izvolili novo vodstvo, ne, mogoče. To je nenavadno. Ne. Skratka, edina funkcija, ki je prosta, je pač funkcija glavnega tajnika. Ne. Res je, da ga voli kongres v stranki Socialni demokrati, in potem, ko je volilni kongres, se ti zmerom lahko zgodi, da se kakšna točka kakšnih volitev doda. Ne. Zdaj nimajo ideje, po moje, pač, kaj storiti. Ali iti naprej z Tanjo Fajon, ali jo zamenjati s kom drugim. Do sedaj, ko so menjavali predsednike z nekom, ki so mislili, da bo bolj popularno v javnosti, so se zmerom opekli. Ne. Zamenjali so Igorja Lukšiča z Dejanom Židanom, ne, pač rezultat na volitvah je bil slabši. Na naslednjih volitvah je Dejan Židan izboljšal rezultat, pa so ga vseeno zamenjali s Tanjo Fajon, ne, češ, da bo ona še boljša, ki je spet poslabšala volilni rezultat. In zdaj so celo na tem, da mogoče ne bojo več prišli v parlament. Ne. Zakaj se jim to dogaja? To se jim dogaja zato, ker so se kot politična stranka so se izrazito depolitizirali. Ne. Se pravi, če dalje več ljudi postavljajo na najodgovornejše funkcije, ki niso politiki, ki niso politično izobraženi in se ne znajo politično obnašati. Ne. Predsednica stranke je tipičen tak primer. Čeprav je v politiki že od leta 2009, ko je prvič kandidirala na evropskih volitvah za SD, ne, v tem času ni postala političarka. Ne. Izbrali so jo za voditeljico zato, ker naj bi znala dobro medijsko nastopati, ampak zdaj ravno v situaciji, ne, kjer pa bi ta njena največja prednost morala priti najbolj do izraza, smo videli, da pač to ni njena prednost. Ne. Ker ona sicer je po izobrazbi oziroma po poklicu novinarka, ampak tam je pač brala tisto, kar so ji drugi napisali, oziroma je nastopala v nekih, bi rekel, stabilnih situacijah. Ne. Tu, ko pa imamo zelo nestabilno situacijo, se pa enostavno ne znajde. Tako da jaz verjamem, da je stranka zdaj v veliki dilemi, kaj storiti. Verjetno misli, da si je kupila nekaj časa s tem, ko je razglasila, da bo imela kongres pač 13. aprila, ampak jaz mislim, da to v bistvu sam pomeni, da bodo še naprej tema, no, do 13. aprila, pa verjetno po tem 13. aprilu še naprej. No, eno morebitna smer je morda včeraj v Tarči nakazal zdaj začasni novi generalni tajnik Matevž Frangež. Poglejva si to njegovo izjavo. Ker pa se je tudi socialnim demokratom zgodil nek ideološki premik v zadnjih 20 letih, bi samo posvaril, da je potrebno biti pazljiv, da se vendarle v procesu upravljanja političnih sprememb ne zgubi tega bistva. To se je v veliki meri zgodilo nam in ne želim, da se to zgodi drugim, ki so med drugim kot Levica nastali zaradi tega, ker smo mi pozabili socialdemokracijo. Torej, v katero smer pričakuješ zdaj, da bo šla socialdemokracija glede na te izjave in glede na tvoje ocene o depolitizaciji same stranke, recimo, po tem kongresu? To je zelo težko reči po tej izjavi. Ne? Zakaj bi Matevža Frangeža skrbelo, če bi se drugim strankam zgodilo isto, kot se je zgodilo njim. Ne? Ampak jaz ocenjujem, da oni grejo z napake v napako. To, da so pač ravno Matevža Frangeža, ki je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ne, dali za nekega VD glavnega tajnika, mislim, da je že prva napaka. Jaz sem bil svoj čas državni sekretar v vladi Alenke Bratušek in vem, da to dvoje ni združljivo. Ne. Glavni tajnik je prvi operativc stranke, posebej še, če imamo predsednico, ki je članica vlade in še zunanja ministrica po vrhu, ne, in vemo se stranko, ki dost ne more oziroma ne želi, niti nima časa ukvarjati. Ne. In zdaj pa Frangež pa tudi ne bo imel veliko časa za to. Ne. Tudi hitro se bojo pojavila vprašanja, zakaj recimo je on na plači, ne, ki jo plačujemo davkoplačevalci, ukvarja se pa stranko. Ampak to je še en minorni problem socialne demokracije. Večji problem, ki ga jaz vidim pri njih, posebej še po teh izjavah Frangeža na nacionalni televiziji, je, da oni dejansko ne vedo, pač, kaj želijo, ne, in kam bi radi prišli. Ne. Njihov problem ni to, ne, da so pač oni pozabili na neko bistvo. Ne. Njihov problem je, da oni nimajo bistva, zato ker enostavno, kot sem že prej dejal, smisel njihovega obstoja je, da so člani Ante Janša koaliciji. In vse temu podrejajo. Ne. Zdaj pa, da bi na tej točki praktično sred mandata, ko imajo zelo nizko javno mnenjsko podporo, ko se bližajo evropske volitve, ne, se pa kar naenkrat vrnili k nekim svojim koreninam in začeli z neko socialno-demokratsko politiko, jaz tega ne verjamem. Ne.
Kje pa? Zdaj resor za pravosodje so očitno izgubili, vprašanje, če ga bojo dobili nazaj, ampak tudi če ga, kaj pa boš tam socialno-demokratskega recimo naredil. Na resorju za zunanjo politiko verjetno to pomeni feministična zunanja politika, to jaz ne verjamem, da jim bo dvignil rejtinge, ne. Potem je pa še resor za pač evropska sredstva. Skratka, oni niso v položaju, da bi zdaj, bi rekel, z nekimi vsebinskimi potezami delali razliko. V vsakem primeru imajo pa tako nizko kredibilnost, da vse, kar bojo zdaj predlagali, bo pač v javnosti sprejeto na nož, ne? Ker tisti, ki so jim zakuhali to afero in ki so usmerili to afero v smer, ki v bistvu pač reže stranko, ne? Kot salamo, bodo pač še naprej se potrudili, da bo temu tako. Zdaj, je ta socialdemokracija pravzaprav neka smer stranke Levica, ker zdi se pravzaprav, da je Tanja Fajon popeljala stranko v neko to rivalstvo z Levico, da se gnetejo tam na tem levem, skrajno levem kotu, ne? In to jih pravzaprav tisto, kar jih meče, se mi zdi, iz parlamenta ali se motim, ne? Zdaj. Ja, problem je, ne, da oni želijo tekmovati z Levico, ne? Ampak kaj je Levica? Levica je antistranka, ne? Po definiciji. Ne? Ima niti predsednika, ima koordinatorja in tako naprej. Pač jasno je, da če želiš z njimi tekmovati, ti bo pol to zgodilo, kar se dogaja Levici, in to se zdaj dogaja socialnim demokratom. Ne? Tudi Levica, po moje, ne more več resno računati, da bo po naslednjih volitvah prišla v parlament. Ne? Tudi tam se dogajajo notranji pretresi, tudi tam pač v bistvu zgubljajo neko to svojo identiteto. Ne? Čeprav se mogoče marsikomu zdi, da kako ta vlada recimo pač pleše po notah Levice, ne? Če mi pogledamo stanje stvari v Sloveniji, se pravi ekonomski položaj, kako ljudje živijo, raven pravic in tako naprej, ne, nimamo nobenega občutka, da se ta recimo dviguje. Ne. Se pravi, da bi ta klasična delitev, da bi delo na račun kapitala recimo prosperiralo. Ne. Še tam, kjer so najbolj zagovarjali, da bo temu tako na področju pač ukinitve prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ne, ki so ga spremenili v obveznega, smo zdaj videli, da so pač se spet ustrelili v koleno in bojo najbogatejši, ne, v narekovajih zdaj plačevali manj za to obvezno zdravstveno zavarovanje zaradi davčnih olajšav, kot pa recimo tisti, ki imajo najmanj. Ne. Skratka, ni po moje pametno za SD, da poskuša tekmovati z Levico. Ne. SD bi morala, tako sem že rekel, ugotoviti pač, da so v politični krizi, zakaj se je znašla v politični krizi in pač poiskati pot ven iz nje. Ampak z ljudmi, ki niso politiki ali pa ki so v politiki zgolj zato, da s tem rešujejo svoj ekonomski položaj, je to zelo težko. No, zanimivo je, ne, da v tej zgodbi Dominika Švarc Pipan, ne, ki je podpisala zgodbo oziroma to pogodbo na Litijski, ne, se je nekako iz te zgodbe izmaknila kot neka skesanka in žvižgačica in preganjalka korupcije. Ne. Kratko so pa potegnili socialni demokrati. Ne. Kako si to razlagaš? Ne? Ja, to je pač del te nesprejetnosti njihove. Ne. Se pravi, tukaj gre za nek boj za preživetje, ne. Recimo boj na požiralniku. Dominika se torej bolje bori. Ja, tako. Ne, pač ona je sigurno, če ne najmanj državna prvakinja, mogoče pa bi bila celo evropska, lahko v komovcanju. Ne. In ona se je pač prikomovcala do te pozicije ministrice in SD-o se zdaj maščuje napake iz preteklosti. Ne. Ona že, ko je bila državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje, je rovarila proti takratni svoji ministrici, ne, ki jo je na ta položaj predlagala. To se ne počne, se pravi, taka oseba ne more biti minister. SD si je želel drugo osebo na tem resorju, ko se je oblikovala vlada Roberta Goloba, pa pač na vztrajanje Goloba so pristali na Dominiko Švarc Pipan. Ne? In seveda ti, če greš iz napake v napako, se ti to na koncu pozna. Ne? Kaj Dominiko Švarc Pipan kvalificira, da je zaenkrat pač bi rekel ostala kakor neumadeževana, čeprav vidimo, da tudi ona zgubila svoj položaj, ne? Tako da rezultat je tle dejansko 1-1. Ne? Je to, da se ni rokovala z Janezom Janšo, ne? Pred zadnjimi volitvami, mislim, tudi človek, ki se ne rokuje s predsednikom vlade Republike Slovenije, po moje nima kaj iskati na ministrskem mestu, in pa to, da se je objela z Zoranom Jankovićem na partizanski proslavi. Ne? S tem se je ona kvalificirala kot nekdo, ki ga je treba v tej zgodbi podpreti.
Ob tem pa vsi skupaj pozabljamo, da ona že tisti hip, ko so se tožilci pridružili sodnikom v stavki, ne, zaradi nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča strani vlade ne bi smela več ostati pravosodna ministrica, ne, ker njeno delo je, da pač vodi resor pravosodja in če ti stavka cel resor, ne, potem verjetno se bi minister moral posloviti. Ampak v tem se danes sploh nihče ne pogovarja, ker se vsi pogovarjamo pač o tej stavbi na Litijski. Ne. Pri tej stavbi pa vemo edino to, da se je pojavil dvom v sodno cenitev, ne? Da se je naročila nova, neodvisna sodna cenitev, ki je še nismo dobili, kvadratura stavbe se je vmes povečala. Ne? Zdaj pa jaz tebe sprašujem, Peter, če se zdaj slučajno zgodi, da ta ponovljena sodna cenitev je približno enako visoka kot tista ta prva, ne? Kaj nam bo to povedalo za nazaj? Se pravi, kaj se bo zgodilo? A bo Dominika Švarc-Pipan nazaj postala ministrica, a se bo Klemen Žibert vrnil nazaj na mesto glavnega tajnika? Ne? Skratka, iz neke popolnoma bizarne zgodbe smo mi prišli v situacijo, kjer ena stranka mogoče ne bo več prišla v parlament, ena ministrica je ostala brez položaja in tudi sposobnost vlade, da učinkovito deluje do konca mandata, je bistveno zmanjšana. Ne? In to afero ni sprožil nekdo od zunaj, se pravi, ni opozicija ali pa ne vem kdo jim je zakuhal, ampak so si jo zakuhali sami. Zakaj? Zaradi nekih osebnih zamer med glavnimi akterji in zaradi strahu, da bo kdo med njimi izgubil stolček, na katerem sedi. Od takih ljudi pričakovati, da bojo delali v interesu države ali pa celo, ne vem, zastopali neko idejo socialne demokracije, je po mojem iluzorno. No, še en tak človek, ne, je že izšel iz Socialnih demokratov in je zdaj ministrica pri Svobodi, ne, Emilija Stojmenova Duh. Ne, zanimivo je še en spin, ki ga pravzaprav vladna Svoboda okoli teh računalnikov izvaja. Poglejva si še to izjavo. Dejansko mi za našo ministrico stojimo, ne trdimo, da je naredila nič nezakonitega, da so seveda bili nespretni in niso razmišljali pravilno o sami delitvi teh računalnikov, da je nakup računalnikov na podlagi strategije, ki je bila sprejeta in da bodo tisti računalniki šli tistim, ki sodijo. To je le delček potreb za nabavo. Ne trdijo, da ni naredila nič nezakonitega in hkrati pravijo, da bi Slovenija v nekaterih drugih izjavah potrebovala 200,000 računalnikov, ne 13,000, ki so še vedno v skladišču. Ja, to me spominja na idejo, ki jo je imel turški predsednik samodržec Erdogan pred kar nekaj leti, ne? Da bi vsakemu Turku država kupila tablični računalnik. Ne? In so se potem v Turčiji delali norca, da bojo polpismeni kmetje v Anatoliji žeble s tistimi tablicami zabijali. Ne? To je približno ista ta ideja. Ne? Slovenija bi potrebovala 200,000 računalnikov. Zakaj 200,000, Peter? Zakaj mogoče ne milijon? 2 milijona. Vsakmu svojega. Vsakmu prebivalcu svojega. Ja, ne. To je pač še ena nebuloza non plus ultra. Ne? Mislim, neugodno je, no, se mi zdi za državo, če pač gre nek minister na televizijo, ne, braniti svojo strankarsko kolegico in pravi, stojimo za njo, ne trdimo, da ni storila nič nezakonitega. Ne. Zdaj, vsi ti ljudje so prisegli v parlamentu, ne, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije. Ne. Nič od tega ne počnejo. Ne. To prvo ne počnejo, kar jim očitajo sodniki in tožilci, ne, se pravi, ne midva tukaj se pogovarjava, ampak neke resne inštance, ki so del sodne oblasti v Sloveniji, ne, da ravnajo po svoji vesti, jim ne verjamem, ker vsak dan kažejo, da vesti ravno nimajo, ne, ker če bi jo imeli, se ne bi tako obnašali kot se, ne, da pa ne delujejo z vsemi svojimi močmi za blaginjo Slovenije, pa tudi jasno, ker delujejo predvsem za svojo blaginjo. Ne. In ministrica, ki ne zna pojasniti, zakaj je kupila 13,000 računalnikov, ki se najprej zlaže, da jih je kupila za pač žrtve poplav, pa se izkaže, da jih je kupila preden so se poplave zgodile, ki zdaj te računalniki ždijo tam v nekem skladišču, ne, za kar mi plačujemo, mislim, da par tisoč evrov na mesec in teče njihova pač amortizacijska doba. Ja. Ne, potem, ja, vse to je en delček, mi stojimo za njo, prišli bojo do pravih ljudi. Ne. Edino, kar smo zvedeli, je tu, da koliko jih je zdaj 13,000, da pač želijo jih pokupiti 200,000. Tako nekako. Ne. Tako da moramo se vprašati, pač, kdo so ta podjetja, ki bodo prodala te računalnike državi, ne, se pravi, pri komu jih bodo kupili. In jaz mislim, da ljudje, ki vodijo to državo, no, bi se morali pač na drugačen način obnašati, ampak spet,
imamo ministrico, ki ni političarka, imamo ministrico, ki je jasna karieristka, ker če ne bi kandidirala za eno stranko na volitvah, potem pa dan po volitvah prestopila v drugo stranko, samo zato, da bi lahko postala ministrica. Ne? In pač problem je, ker taki ljudje prihajajo v politiko, ker taki ljudje potem prihajajo na najbolj pomembna mesta v državi in se tam očitno ne znajdejo. In to je naš skupna težava. No, še ena zgodba je ta teden polnila nekako javnost slovensko, in sicer v evropskem parketu smo slišali, da je tudi Evropska unija obsodila nedelovanje vlade oziroma na področju žrtev povojnih pobojev, ukinitev dneva spomina in pa nezmožnost pokopa teh žrtev. Peticijo je pripravil Mitja Ferenc, nekdanji član te vladne skupine za povojna grobišča. Zanimivo pa je bil odziv Ljudmile Novak, ki je bil nekoliko nepričakovan, ki je pravzaprav obžalovala, da je ta peticija prišla, in na drugi strani z njene stranke so pa dali jasen signal, da se pravzaprav od te njene izjave distancirajo, da pravzaprav podpirajo in da so tudi sami v tej zgodbi. Kako vidiš to zdaj v tej luči pravzaprav pred evropskimi volitvami, kjer se tudi omenja Ljudmila Novak kot ne ravno nosilka liste, ampak članica oziroma kandidatka na listi, hkrati pa nekakšen takšen razkol, pravzaprav slišimo strani ljudi, ki so recimo volivci NSI-ja, da bo to pokopalo stranko. Ja, mislim, da gre za podobno situacijo, kot so se na začetku pogovarjali o situaciji v SDS-u z Anžetom Logarjem. Tudi Ljudmila Novak na nek način dnevno sporoča, da ni več srcem pri stvari oziroma pri stranki. No, v Sloveniji. Ja, mogoče, ne vem, kam bo šla, ampak res je nenavadno. Pač jaz osebno nimam vsebinskih težav s tem stališčem, ki ga ona povedala. Se mi zdi to, če že ni hotela podpreti tega pač predloga oziroma prisostvovati pri tej obravnavi, je dala neko pametno politično izjavo, ampak jasno je, da če tako razmišlja, potem nima več kaj početi v stranki Nova Slovenija. In logično bi bilo, da pač pove jasno in glasno, da za Novo Slovenijo več ne bo kandidirala na naslednjih evropskih volitvah. To, da se omenja ali pa da je celo evidentirana kot kandidatka na listi te stranke, me čudi. Po drugi strani je pa to tudi težava stranke. Sej tudi stranka bi lahko že zbrala pogum, pa pač jasno in glasno povedala, da ne želi, da Ljudmila Novak več kandidira na listi njihove stranke. Tako da imamo ta paradoks, ki vidim, da je v Sloveniji kar pogost. Namreč, da stranke in neki poslanci, bodi si evropski ali pa nacionalni, neke kompromise vedno pred volitvami sklepajo. Se pravi, poslanci želi kandidirati na listi stranke, če pričakujejo, da bo tam izvoljen. Po drugi strani pa stranka želi, da bi ta poslanec za njih kandidiral, ker jim bo prinesel neke glasove. Potem pa, ko pridejo v parlament, pa ugotovijo, da niso za skupaj. In potem niso skupaj praktično vse v mandat, v primeru Evropskega parlamenta 5 let, ali pa v primeru nacionalnega parlamenta 4 leta, če so redne volitve, potem pa spet grejo skupaj na volitve. Tega jaz ne razumem. Sej, ni problem, ljudje se spreminjamo, tako kot v zasebnem, kot recimo v nekem poslovnem življenju, 4-5 let dolga doba, se lahko pride do nekih razhajanj in tako naprej, ampak zakaj so ta razhajanja samo takrat, ko ni volitev? Ko pa so volitve, pa naenkrat pozabimo na vse te probleme, težave in razlike. To se mi zdi malo dvolično. Kar pa zadeva pač slovenskega odnosa do tematike povojnih pobojev, jaz kot nekdo, ki pač bi rekel simpatizira z partizansko stranjo v drugi svetovni vojni, ne razumem, zakaj recimo aktualna oblast je mogla pač ukiniti ta dan spomina. Nisem razumel takrat, ko so ga uvedli, ampak ene napake ne moreš pač popraviti z drugo napako. In zakaj res ne omogoči pač pietetnega pokopa teh žrtev. Pač jasno je, da povojni poboji so sicer bili rezultat vojnega in povojnega dogajanja in takratnega razmerja sil in pač ureditev sveta po zmagi nad nacifašizmom, ampak kljub temu so z današnje perspektive pač zavržno dejanje, ki je vredno vsega obsojanja in pač te žrtve si zaslužijo, tako kot vsake druge žrtve, ampak še posebej te žrtve si zaslužijo maksimalno pieteto. To pri meni osebno ni nič v disonanci z mojim pač osnovnim stališčem, tako kot sem ga prej povedal, tako da ne razumem, zakaj recimo aktualna oblast tega na ta način ne stori. Po drugi strani pa
ocenjujem, ne, zdaj ne bi rekel z moralnega vidika ali pa pietetnega, ampak z političnega, da slovenski desnici ne koristi, kadar pač odpira to vrstne teme v Evropi ali pa doma, ne, ker spet samo nekako priliva olja na ogenj, ne, te, bi rekel, po mojem mnenju dosti sicer zgrešene ali pa celo zlagane sintagme, ne, kako pač imamo še zmerom na eni strani partizane, pa na drugi strani protipartizane in da Janša je pač nek reprezentant ali pa desnica proti partizanov, ne, mi smo pa za partizane, ne, ker reprezentanti, ne, v narekovajih partizanske strani danes v politiki, ne, mislim, Janković, Golob, ne, v končni fazi Tanja Fajon, recimo Dominika Švarc-Pipan, je jasno, da pač te ljudje samo izkoriščajo ta nek prevladujoč sentiment v Sloveniji za svojo, bi rekel, osebno in politično korist. Tako da mogoče za, bi rekel, desne volivce je to neko dobrodošlo sporočilo, ta odločitev Evropskega parlamenta, da bi pa to kaj vplivali na razmerja sil politična v Sloveniji, pa mislim, da ne. S političnimi razprativami so pravzaprav že prišla praktično do konca. Na kratko še ena tema, ki je nekako ostala spregledana v tem političnem boju. Ne. Pravzaprav stavka zdravnikov je dosegla rekord na eni strani, na drugi strani stavkajo občasno oziroma zapirajo ceste že tudi v Sloveniji kmetje. Ne. Govori se celo, da se pripravlja nek večji kmečki punt tudi za Ljubljano. Zaenkrat sta bila predvsem Kranj in Celje, ne, bolj na udaru. Kaj nas čaka recimo v tem luči tudi evropskih protestov in na drugi strani slovenskega dogajanja, ne? Recimo vidimo Jenulla, ki bi rad, da se zdravnikov sploh ne plača, čeprav praktično med stavko delajo skoraj sicer, ne? In vlada, ki praktično se z njimi ne pogaja, ne? Mislim, v katero smer gremo? Ja, to je res nenavadno. Ne? Skratka, lahko ugotovijo, da praktično pol javnega sektorja stavka, ne? Ali pa saj napoveduje stavko. Kmetje so tudi nezadovoljni, ampak za razliko od drugih evropskih držav, ne? Kjer mi recimo zelo veliko vemo o tem, da so kmetje nezadovoljni, recimo ne vem, na Nizozemskem, v Franciji, ne vem, kje še vse, ne? Te naše stavke, nezadovoljstvo poteka tako, da tega noben ne občuti, ne? Jaz si ne želim razmer, v katerih bi pač državljani oziroma bolniki občutili zdravniško stavko, ne. Se pa bojim, da če ne bomo občutili, ne, potem tudi vlada ne bo odreagirala in bojo zdravniki stavkali do konca mandata te vlade, ne. In če bo Jaša Jenull uspešen na naslednjih volitvah, jih bo mogoče za nazaj vzel plače, ne. Zdaj, če se malo pohecamo. Skratka, hočem povedati, problem v Sloveniji je ta, da mi tudi, ko stavkamo na tak način, da nobenega ne boli. Ne? Recimo, ne vem, sindikati dostikrat organizirajo protestne shode, ki so v soboto, ne? Se pravi, da niso na delovni dan, kar pomeni, da morajo te protestniki še žrtvovati svoj prosti čas za to, da recimo protestirajo. Ne? Kmetje takisto, ne? Pri nas se ne zgodi, da bi pripeljali recimo gnoj s traktorji pred parlament, pa ga tam nasuli, ali pa pred banke, ali pa to, kar se dogaja v Evropi. Ne vem, a bojo tudi pri nas razmere eskalirale. Samo mislim, se bojim, da slej ko prej bodo, zato ker, tako sem rekel, če ne bo nobenega odziva oblasti, ne, in če tudi splošna javnost očitno to ne razume na ta način, da bi jih kaj občutilo, potem poslej ko prej prišlo do eskalacije, ker tis hip, ko pa bo, če bo, recimo, ne vem, Ljubljana zaparkirana s traktorji, ne, takrat pa bomo vsi, zdaj pa je težava, zato ker mi nikamor ne moremo. Ne. Skratka, problem je v Sloveniji, ja, da nekdo, ki se bori za svoje pravice, to poskuša narediti na ta način, da nobenega ne bi bolelo. Pa vemo iz zgodovine, ne, da pač pravici ne moraš izboriti na ta način, da nikogar ne bi bolelo. Aljuš, hvala za današnje komentarje. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v iztekajočem se tednu. Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazil željo, da bi v Beli hiši raje videl Joea Bidena kot Donalda Trumpa, ker je Biden bolj izkušen in predvidljiv. Ocenjuje tudi, da Biden ne kaže znakov upada duševnega zdravja. Tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da je šlo pri izgradnji kanala C0 za izigravanje okoljske zakonodaje, njegova opozorila pa so naletela na gluha ušesa vlade. Posebej je opozoril na drobljenje velikih projektov na navidezno več manjših. Vrh hrvaške politike razmišlja o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka. Ta bi po poročanju hrvaških spletnih portalov najverjetneje trajal 3 mesece, uvedli pa bi ga lahko že 1. januarja prihodnje leto.
Občina St. Port, ki leži na jugu Pariza, bo prepovedala uporabo pametnih telefonov v javnosti, so na referendumu odločili njeni prebivalci. Gre za prvi takšen dekret na svetu, za kršitve pa ni predvidenih sankcij. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Spremljajte nas še naprej, tako na portalu domovina.je kot v tedniku Domovina in seveda na našem YouTube kanalu. Na vse omenjeno se lahko naročite, k čemur vas tudi toplo vabimo in s tem podprete naše neodvisno novinarstvo. Odmev tedna s svežimi analizami vrača znova prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.